Spoštovani gledalci, vsem skupaj dober večer. Smo v Mariboru na zimskem bazenu na kopališču Pristan. Spremljali bomo srečanje med banjaluškim Bodcem in pa Opatijo. Tekma se nam sovpada z Alpsko vaterpolo ligo, v kateri sodelujejo ekipe Zagrebška mladost s pomlajeno ekipo, potem Kranjski Triglav, Palanovoto iz Trsta, Ljubljana Slovan, potem vaterpolo klub Slovan z drugo ekipo Kalcit iz Kamnika, Dunaj, Borac iz Banja Luke in pa Grafist iz Kopra ter Branik iz Maribora. Smo že tam nekje v drugi minuti prve četrtine. 1-0 je za Opatijo. Opatija so v belih kapicah. No, ne, Borac je v belih kapicah, plave kapice pa imajo vaterpolisti Opatije. Napad sedaj Banjalučanov, žoga na drugo stran pa do Radina in pa izenačenje na 1-1. Gol pa je dosegel igralec številko 9, Lugunđić. To je njegov prvi gol. Pri Opatiji pa je dosegel gol, mislim, da je bil to Dujmić, številka 9. Torej 1-1, minuta 4 in 19 sekund do konca prve četrtine. No, to je danes že četrti turnir te Alpske vaterpolo lige. Prvi turnir je bil v Kopru, drugi v Ljubljani, tretji v Kranju in sedaj četrti v Mariborskem Pristanu. Gol je dosegel žoga je šla, izgleda ni šla v gol, vendar rezultat ostaja 1-1. Še 3 minute in 48 sekund do konca prve četrtine. Žoga za Banjalučane, tam prekršek v korist banjaluške ekipe. Ki pa niso izkoristili napada in v napad grejo vaterpolisti Opatije. Sedaj tam na 2 metrih in pa neuspešen je bil vaterpolist Opatije Lakić. Žoga za banjaluške vaterpoliste. Dešić pa na drugo stran žoga. Tam prekršek in pa napad se je za Banjalučane se je iztekel in priložnost bo to za vaterpoliste Opatije, da povedajo na tem srečanju. In kontraprekršek je bil to. Kontraprekršek je za banjaluške vaterpoliste. Še vedno rezultat 1-1, minuta in 57 sekund do konca prve četrtine.
Tam napaka in Banjaluški, pravzaprav igralci, vaterpolisti Opatije so prestregli žogo, gre sedaj ob kontranapad Lugundžić. Priložnost za Lugundžića, da doseže zadetek. In ni izkoriščen napad. Ni izkoriščen napad opatijskih vaterpolistov. Petrič žogo, še vedno Petrič, pa 12 Smokvina. Žoga še vedno za banjaluške vaterpoliste, kajti žoga se je dotaknila linije konca igrišča. Dešić. Prekršek tam nad sodniki so piskali kontra prekršek, toda žoga še vedno za banjaluške vaterpoliste. Klepič in napad se je iztekel. Napad se je iztekel, proti napad vaterpolisti Opatije. Gre sedaj številka 9, Lugundžić. No, Lugundžić in 2 proti 1 za vaterpoliste Opatije. Lugundžić pa drugi zadetek na današnjem srečanju. Še 19 sekund je do konca četrtine, menjava v ekipi borca iz igre, v igro je prišel številka 5 Radan. Še 19 sekund do konca četrtine. Ne vem, če bodo banjaluški vaterpolisti uspeli doseči zadetek, kajti srečanje se bo sedaj nadaljevalo. 19 sekund je še do konca četrtine. Žogo Radan. Radan prenos žoge tam do in pa strel neuspešno. Srečanje se je v prvi četrtini izteklo, torej po prvi četrtini vodijo vaterpolisti Opatije z 2 proti 1. Joj. Smo na začetku druge četrtine na srečanju v mariborskem bazenu Pristan, kjer se srečujeta v okviru Alpske vaterpolo lige banjaluški Borac in pa hrvaška Opatija. Uplavanje bo to za žogo. Uspešen je bil
vaterpolist Dujmič, ki je plaval za žogo, in Opatija v napadu. Dujmič ponovno pri žogi na desnem krilu, podaja do Smokvina, pa nazaj žoga do številke 9, ki je bil uspešen, in Dujmič drugi gol. Dujmič drugi gol in 4:1, povišano vodstvo hrvaške Opatije. Gredo iz centra vaterpolisti Opatije, borca. Torej 3:1, 7 minut in pol, pravzaprav 7 minut in 10 sekund, pa še do konca druge četrtine, ki se je pravkar začela. Strelom je poskušal vaterpolist Lungužič, vendar ni bil uspešen. In gredo sedaj vaterpolisti Opatije v napad. Strelom je poskušal Petrič, vendar je bil neuspešen. Tam so se dokopali vaterpolisti Opatije do žoge in gre sedaj Dujmič je poskusal strelom, vendar je bil neuspešen. Zdaj za Borac. Borac v napadu. Tam ali je to prekršek, in mislim, da je ni izključitve. Slab strel, tam je z lobom poskušal Lugunčič, vendar ni bil uspešen. Poskus Petriča neuspešno in v proti napadu, kaj je sedaj sodnik, zahteva žogo. Mislim, da je to time-out za ekipo borca. Time-out za ekipo borca, torej rezultat 3:1 v korist Opatije. Še 5 minut in 17 sekund, pravzaprav 5 minut in 17 sekund do konca te druge četrtine. 3:1 je torej za borca, gole so dali. Lugunčič 2 ter Radan 1 za pravzaprav ne, Opatija Dujmič 2 ter Dujmič 2 in Petrič 1 za borca pa Lugunčič. Vaterpolisti borca v napadu tam na 2 metra podaja in pa prekršek, še vedno žoga za Borac.
Zadev je. Kolan je zadev, pravzaprav ne Kolan, nego Dešič je zadev stopilo in vaterpolisti borca v protinapadu. Poskušal je tam Lakič, vendar je protestiral, da je to prekršek in žoga za borac. Sodnika nista ničesar piskala. Poskušal je strelom kopanja, vendar je bil neuspešen in gredo ponovno vaterpolisti Opatije. Imel je priložnost kopanja številka 7, vendar je bil neuspešen v protinapadu. Kolan neuspešno, tam je vratnica zaustavila žogo. Vratarja Makovkiča. Lobunčič gre z žogo v protinapad Opatije, tam podaja na 2 metra. Protestira Lakič, da je bil prekršek, vendar žoga je to za banjaluške vaterpoliste. Prekršek je to v kontrasmer in žoga za vaterpoliste Opatije. Poskušal je strelom kopanja številka 7, vendar je bil neuspešen in gredo ponovno vaterpolisti borca v napad. Žogo so dokopali vaterpolisti Opatije. Ostojič, prenos žoge v napadalno polovico in gre tam z uplavanjem. Menjava v ekipi Opatije. Iz igre mislim, da gre številka 10. Petrič. V igri pa prvič danes številka 3. Dešič. Torej, priznan je bil gol za opatijske vaterpoliste. 4:1, minuto in 19 sekund do konca druge četrtine. Tam na 2 metrih se bori
Kajtes, da bi prišel do žoge, vendar previsoka podaja in Kajtes še vedno priložnost za žoge, poskušal je z lobom in neuspešno, vendar žoga bo to za vaterpoliste borca. Na 2 metrih. In imel je priložnost Kolan za ekipo borca, vendar je streljal preko gola in delno se je žoge dotaknil tudi vratar. Zdaj je napadel vaterpolisti Opatije. Lep gol Radana, pravzaprav Peroša in Peroš prvi zadetek. Povišan rezultat na 5-1 za vaterpoliste Opatije. Izgleda, da je prišlo do premoči v bazenu, kajti verjetno je vaterpoliste borca izdala tudi malo kondicija. Je pa le malo kvalitetna razlika med obema kluboma. Tako sedaj Borac, pa številka 9 Lugundžić. Še 13 sekund do konca druge četrtine prvega polčasa. Lep strel tam igralca Ostojića, ki je poskušal presenetiti opatijskega vratarja in konec druge četrtine. Rezultat 5-1, prva četrtina 1-2 in druga 3-0. Ja, spoštovani gledalci, ponovno smo se vrnili v mariborski pristan, zimski bazen, kjer spremljamo tekmo Alpske vaterpolo lige med banjaluškim Borcem in pa hrvaško Opatijo. Rezultat po 2 četrtinah je 5-1 za vaterpoliste Opatije in srečanje se nadaljuje s tretjo četrtino. Vaterpolisti Opatije so ponovno prišli pri plavanju do žoge in imajo priložnost, da povišajo svoje vodstvo. Gol je dosegel vaterpolist številko 10 pri Opatiji Petrič in povišal vodstvo za svoje moštvo, torej Opatija Borac 6-1 v 7 minuti, pravzaprav v prvi minuti tretje četrtine, ki se je pravkar začela. Ponovno žoga za hrvaške vaterpoliste in sicer prišel je do žoge Blažič in dolga žoga za Petriča. Petrič je bil poskušal tam, vendar je zadev stativo in žoga ponovno za banjaluške vaterpoliste. Lugundžić. Še vedno Lugundžić.
In prekršek nad Lugunčičem. Še vedno žoga za Lugunčiča. In poskus strelo daleč, kajti čas napada se je iztekel. Dolga žoga do Smokvine. Vrnjena žoga, strel Smokvine. Žogo so ponovno priborili, pri odbiti žogi so prišli do vaterpolisti Opatije, tam prekršek. Ne vem, kaj je bilo to, naredil prekršek ali je bila to odbita žoga. In žoga je za banjaluške vaterpoliste. Lugunčič. Prekršek nad vaterpolistem številka 6 Kajtezom. In nekdo je izključen tam, mislim, da številka 2. Smokvina. Igralec več za banjaluške vaterpoliste. Prekršek Lugunčiča in žoga za Opatijo. Na Petrič. Petrič uspešen. Petrič uspešen. 7-1 je za igralce Opatije. Petrič pa tretji gol. Petrič tretji gol na današnjem srečanju. Torej sredine bodo začeli ponovno vaterpolisti borca. 4 minute in 59 sekund je še do konca tretje četrtine. Rezultat 7-1, torej Alpska vaterpolo liga, srečanje Boras Opatija v mariborskem bazenu Pristan. To je četrti turnir, v katerem sodeluje 10 moštev. Slaba podaja tam. Mislim, da Lugunčiča. No, Dešič gre z žogo proti golu. Dešič strel, vendar ne uspešen. Žoga še vedno za opatijske vaterpoliste. Kolak je bil uspešen za Opatijo. 8-1, Kolak pa drugi gol. Kolak drugi gol danes. In sedaj so vaterpolisti Opatije zelo dobro preplavali svojega nasprotnika iz Banjaluke in tukaj se verjetno vidi pomanjkanje kondicije na, bomo rekli, na bosanski strani. Gledal se, da je tam Blažič. Je bil uspešen njegov prvi gol in pa 8-2 je za
za vaterpoliste iz Opatije. 3 minute in 54 sekund do konca tretje četrtine. 8-2 je in gredo sedaj vaterpolisti Opatije. Smokvina. Seveda Smokvina pa Peroš, tretji gol. Peroš, tretji gol. Ne vem, kaj je sedaj, nekaj semaforjem ni v redu ali pa gol ni bil priznan. 8-2 je za vaterpoliste Opatije. Lugundžić. Številka 6 je oviral igralca številka 2, vendar je bil potem naknadno. Ne, žoga se je dotaknila čelne linije tam iza gola in žoga za vaterpoliste iz Banja Luke. Lugundžić. Žoga na 2 metra, neuspešno. Številka 2 Smokvina ni ujel žoge in žoga je za vaterpoliste Opatije. Sodnik je zahteval žogo in to je time out, mislim, da vaterpoliste Borca. No, kakorkoli že, 8-2 je za vaterpoliste iz Opatije, ki imajo poleg zagrebške Mladosti in kranjskega Triglava tukaj vidno vlogo v Alpski vaterpolo ligi. Nekatere tekme Alpske vaterpolo lige veljajo med slovenskimi nasprotniki že kot državno prvenstvo, še točke prenašajo naprej. Torej 2 minuti in 59 sekund, 54 sekund do konca tretje četrtine. Petrič je prenos žoge na drugo stran in to je žoga za, še vedno za Opatijo. Petrič je dosegel gol in to je povišano vodstvo, četrti zadetek Petriča in povišano vodstvo na 9-2 za vaterpoliste iz Opatije. Ponovno so prišli tam vaterpolisti Opatije do žoge. Žoga na desno, lepa podaja do Petriča, ki je dosegel zadetek, to je 10. zadetek za Opatijo. Povišano vodstvo torej.
Kralec Petrič pa že četrti zadetek za tega igralca. Četrti in pa Peroš 2. Torej 10-2. Mariborski Bazen Pristan, Alpska vaterpolo liga, četrti turnir, Borac Opatija 10-2. Minuta in 58 sekund do konca tretje četrtine. Žoga za vaterpoliste Borca. Nekdo se je tam izgleda takih žoge. No, moram povedati, da na turnirjih sodeluje tudi ekipa Kranjskega Triglava, ki je na današnjem programu se je vrnil ponovno zdravstveno, namreč Štromajer Krištof je imel določene zdravstvene težave pred 2 meseci, no to je sedaj sanirano in danes ponovno vodi svoje moštvo. 10-2 je še minuta in 8 sekund do konca srečanja. Prekršek nad Kaludjerovičem in to je, mislim, da sedmerec v korist opatijskih vaterpolistov. Izvajal ga bo številka 3 Dešič. Drugi gol Dešiča danes, in sicer 11-2 je povišano vodstvo Hrvaške Opatije. In vaterpolisti Borca ponovno začenjajo iz sredine. Tam menjava v ekipi Borca v igri številka 12 Lakić. 48 sekund je do konca tretje četrtine. Blažič, še vedno Blažič, prekršek nad Blažičem. In v protinapadu Opatija, kajti prekršek je bil storjen s strani Borca, ki se je ponovno dokopal do žoge. Lakić. Kajtes. Poskuš Kajteža je bil neuspešen, vendar z druge strani je potem poskušal še Blagojevič in tudi ni bil uspešen. Torej, tretja četrtina srečanja med Borcem in pa Opatijo se je končala z rezultatom 11-2 za ekipo vaterpoliste Opatije in čakamo na začetek četrte četrtine. V mariborskem bazenu Pristan, kjer spremljamo srečanje Alpske vaterpolo lige med Borcem iz Banja Luke in pa Hrvaško Opatijo.
Vaterpolisti Opatije so si ponovno priplavali žogo in sicer je bil uspešen Dešič. Dešič, ki je nekako gonilna sila opatijskih vaterpolistov in pa seveda ne smemo pozabiti tukaj še Petriča. Prekršek nad igralci Borca in pa v protifavlu v drugem, ko so odšli igralci vaterpolisti Borca v napad, so jim ponovno prestregli žogo vaterpolisti Opatije. 12-2, strelec pa številka 4, Kolak, drugi gol. Drugi gol 12-4, 7 minut in 7 sekund do konca, pravzaprav začeta minuta v četrti četrtini ali konca srečanja, kakorkoli že hočete. Gredo iz centra vaterpolisti Borca, Lugunčič. Lugunčič, preko katerega gredo v glavnem vse žoge. In tam lepo Lugunčič je lepo podal številki 4, ki pa ni sprejel žoge in potem napravil še prekršek in vaterpolisti Opatije so prišli do protinapada in pa številka 10 je bil nad njim je pripravljen narejen prekršek in to je peterec v korist opatijskih vaterpolistov. Številka 7 bo izvajal Kaludjerovič. Neuspešno zadev je stativo in žoga je pri vaterpolistih Borca. Lugunčič se približuje hrvaškemu golu. Strel Lugunčiča neuspešno in žoga je še vedno v posesti banjaluških vaterpolistov, vendar jo je zapravil nekdo tam od vaterpolistov. Imel je priložnost v protinapadu Kaludjerovič, vendar ni izkoristil svoje priložnosti. Timeout za ekipo Opatije. 6 minut in 19 sekund pred koncem srečanja na četrtem turnirju Alpske vaterpolo lige med banjaluškim Borcem in pa hrvaško Opatijo. Na turnirju Alpske vaterpolo lige sodelujejo Zagrebška Mladost, Kranjski Triglav, Palanovoto Trieste, dve ekipe Slovana iz Ljubljane, prva in druga ekipa, potem Calcit, Dunaj, Poraz iz Banja Luke ter Grafist in Branik iz Maribora. Srečanje se bo nadaljevalo, gredo iz centra banjaluški vaterpolisti. Tam žoga na 2 metra, vendar neuspešno in vaterpolisti Opatije so prišli do žoge. Petrič, pa žoga naprej.
strel tam nekoga od, mislim, da je bil to številka 10 ali štirica, igral vaterpolista Opatije, vendar ni bil uspešen pri strelu na gol in gredo sedaj banjaluški vaterpolisti v napad. Lakić, poskus koga tu, ali je bil to Lugudžić, neuspešen strel na gol. No, čas se je iztekal napada in gredo sedaj vaterpolisti Opatije. Dešić prenos žoge na drugo stran. Odkriva se Kolak. In uspešna obramba banjaluških vaterpolistov. Še 4 minute in 51 sekund do konca srečanja. Lakić je tam prenos žoge in strel. Nekoga iz banjaluških vaterpolistov, to je bil neuspešen strel, golman je odbranil in proti napad bo to za vaterpoliste Opatije. Ali so do sedaj sodniki priznali gol, bomo videli. Mislim, da je žoga prešla linijo gola in da je to 13-2 za vaterpoliste Opatije. No, še vedno ni spremembe na semaforju, torej rezultat ostaja 12-2. Gol, no, vseeno je bil priznan, kajti žoga je prešla linijo. 13-2 je to za vaterpoliste Opatije, 4 minute in 11 sekund pred koncem četrte četrtine. Iz centra gredo sedaj banjaluški vaterpolisti. Blagojević, pa Kopanja, še vedno Kopanja, žoga na 2 metra tam, pravzaprav na 4 metre pred gol, vendar so bili v obrambi uspešni vaterpolisti Opatije, ki gredo sedaj v protinapad. Lepa žoga tam do Dešića, ki je ponovno v poziciji. Zaposlil je Kolaka pred golom in to je kazenski strel 5 metrov, peterec, ki ga bo izvajal številka 11 Sklepič. 13-2 je. 13-2 Sklepič pa uspešen. Sklepič njegov prvi gol danes. Prvi gol 14-2 je rezultat v mariborskem bazenu. 3 minute in 33 sekund do konca srečanja ali četrte četrtine, kakorkoli že hočete. Torej 14-2, sedaj so izdatno napolnili mrežo banjaluških vaterpolistov, ki so izgleda padli v kondiciji in so jih vaterpolisti Opatije z lahkoto prišli v večje vodstvo 14-2. Ponovno izgubljena žoga banjaluških vaterpolistov in v protinapadu
proti napadu Dešič, ki je gonilna sila opatijskih vaterpolistov. Malo previsoka žoga, Sklepič mu je podal in tam je potopljena žoga in proti napad bo to za vaterpoliste Borca. Šipka. Kopanja in Kopanja. Zadetek, prvi zadetek danes Kopanja. Kopanja, prvi zadetek za Borac iz Banja Luke. 15:3 je rezultat. 15:3, do konca pa še minuta in 49. Evo, sedaj iz sredine začenjajo vaterpolisti Opatije. Polak je podal žogo nazaj do Sklepiča. Sklepič do Kalodjeroviča, pa Dešič, pa Kalodjerovič. Kalodjerovič proti 3, Kalodjerovič je zadeval zadetek in to je do konca še 52, minuta in 51 je še do konca. Začenjajo iz centra začenjajo sedaj banjaluški košarkarji, vendar so prevzeli iniciativo vaterpolisti Opatije. Poskušam nekoga, tam je žoga za banjaluške vaterpoliste, vendar še 19 sekund do konca je to. In rezultat bo verjetno nespremenjen, še 8-7 sekund do konca, 15:4 je za vaterpoliste Opatije. Slab strel, sedaj poskus še nekoga tam od vaterpolistov Opatije in čas se izteka 2:1 in to je sedaj konec srečanja. Izgleda. Nekaj je bilo izgleda na robe z uro, vendar se nadaljuje, zgleda še nekakšna minuta do konca, vendar je semafor, tako da bo verjetno rezultat 15:4 priznan. Srečanje se bo ni mi sedaj jasno, kaj je nekaj narobe z uro bilo, vendar rezultat je 15:4 in ta gol Borca na koncu ne velja. Torej, spoštovani gledalci, spremljali smo srečanje Alpske vaterpolo lige med Borcem iz Banja Luke in pa hrvaško Opatijo. Srečanje pa je se končalo z rezultatom 15:4 ali po četrtinah 1:2. 1:2, potem je
2-10, 2-11, tako da sedaj je praktično Torej, spoštovani gledalci, spremljali smo srečanje v mariborskem bazenu Pristan, sicer alpsko vaterpolo ligo, med Banjaluškim borcem in pa hrvaško Opatijo. 15:4 je. Lep pozdrav vsem skupaj in se vidimo ponovno v petem turnirju, ki bo na sporedu na Reki.